Lepo zdrav, dragi moji, dobrodošli v prvi epizodi podcasta Inspiracija v tem letu 2025. Ne morem verjeti, da smo že zakorakali v novo leto. Moram reči, da se zelo veselim tega leta, čeprav se zavedam, da bo verjetno polno izzivov, tako kot je pravzaprav vsako, ne? Ampak zdi se mi, da bo to leto vsaj tako, po mojem občutku, veliko enih zaključkov, veliko enega spuščanja, dokončnega spuščanja stvari, ki jih ne potrebujemo več. In mislim, da je to za vsakega na osebnem nivoju seveda svojevrsten izziv. Vsekakor pa sem vesela za vse tiste in hvaležna za vse tiste, ki me spremljate preko podcasta, kjer skupaj raziskujemo svoj notranji svet, se poglabljamo in se sprašujemo, iščemo odgovore na izzive, ki se nam pojavljajo v današnjem svetu, ki jih torej ni malo. In verjamem, da si lahko tako pomagamo, se s tem povezovanjem učimo drug od drugega in se opolnomočimo. In res upam, da vam bodo moje vsebine tudi v tem letu pomagale. In seveda dobrodošlica tudi vsem tistim, ki ste me odkrili na novo. Vedno ste dobrodošli, tudi če imate kakšno vprašanje. Vedno sem tukaj za vas odprta, da sprožimo kakšno novo debato tudi v tem letu 2025. Kar se tiče, bom rekla, mojega začetka tega leta, sem ga začela, verjamete ali pa ne, s petjem zvokov. Tisti, ki me že malo bolj poznate in me spremljate, verjetno ste že slišali moje petje zvokov, petje manter, tudi svoje avtorske pesmi imam. Skratka, petje, glasba, zvoki, mantre, vse, kar je povezano z glasbo, je meni enostavno nekaj najbolj smiselnega v tem življenju mojem. Oziroma, to je tisto, k čemur se vračam vsakič znova. Ne glede na to, kako se počutim, ne glede na to, v kakšnem stanju ali pa fazi življenja sem, zvok, glasba, petje je tisto, kar me vedno, bom rekla, povleče naprej in obenem vrne vase in mi pomaga pri mojih izzivih, mi pomaga pri, bom rekla, negovanju sebe. In ravno zato je to pač tema, ki sem jo izbrala kot prvo temo letošnjega leta, ker sem dobila nekako, bom rekla, vizijo ali pa vpogled ali pa si zadala tudi cilj, da bom v tem letu res veliko vsebin ponudila na to temo, ker čutim, da moja duša k temu kliče in verjamem, da bodo te vsebine pomagale tudi vam. Vsaj tistim, ki imate radi delo z zvokom, ki vam je glasba blizu, čeprav mislim, da ga ni človeka, ki ne bi imel rad glasbo, in verjamem, da ste tudi vi eden tistih, ki se obračate k glasbi, ko vam je najlepše in najtežje v življenju, ne? Verjetno imate tudi spomine na tiste dni, ko ste bili žalostni, ali pa če ste mogoče zdaj v tem obdobju, ko ste iskali glasbo, ob kateri ste lažje zajokali, ali pa mogoče iz otroštva glasbo, ob kateri ste, ne vem, plesali, se veselili s svojimi prijatelji in obeležili pomembne prelomnice v svojem življenju. Skratka, glasba je tista, ki nas res poveže s svojo dušo in z našimi čustvi in nam pomaga iti skozi viharje in lepe trenutke življenja, nekako obogati naše življenje. Tako da jaz osebno si življenje brez glasbe težko predstavljam. In ravno zato se mi zdi, da je zdaj čas, da spet dam eno pomembno vlogo v svojem življenju. Pa še, če se spomnim nazaj, no, in tudi zdaj, ko sem mama in ko sem veliko pojem svojih hčerkici, sicer bolj otroške pesmi pa uspavanke so na repertoarju, ampak tudi te imajo svoj čar. Vse to je zvok, vse to je dvigovanje, bom rekla, vibracije naše duše. In ko se spomnim še teh uspavank iz svojega otroštva, zanimivo, kako se uspavanke recimo iz roda v rod prenašajo in kako je pravzaprav pomembno, kaj pojemo, ne? Tudi otroku, recimo, že ko je v maternici, vse to otrok zaznava. Zvok je res eno čudovito, ne samo orodje, ampak to smo pravzaprav mi. Mi smo ta vibracija zvoka. In ko ga se naučimo uporabljati, ko ga pravzaprav uporabljamo,
se sami sebe opolnomočimo. In ravno zato se mi zdi pomembno, da se opominjamo, no? Da je naš glas, da je naša vibracija, naš zvok pravzaprav naše zdravilo. Brez stranskih učinkov, negativnih, kvečjemu pozitivnih. Vsi vi veste, ki radi pojete ali pa se kakorkoli drugače ukvarjate z glasbo, ali pa če jo samo poslušate, kaj so učinki. Lahko je to sprostitev, lahko je, da nas, bom rekla, energizirajo, da nam dajo energijo za dan, za nov dan, za naše opravke konec koncev vsak dan je. Dajo nam uteho, ko nam je težko. Skratka, dobro ga je uporabljati. In konec koncev, kot sem že večkrat govorila v svojih videih, pa tudi tukaj poudarjam, no, leto, ki prihaja, bo res polno enega spuščanja, potrebe po spuščanju starega, zaključevanja ciklov. Res bo pomembno, da bomo spustili iz svojega življenja vse tisto, kar nam ne služi več, ker naša duša enostavno ne bo več prenesla tistega manj, kar mi smo. Duša kliče po izpolnitvi, duša kliče po življenju in vse tisto, kar nas blokira, da naša duša ne zaživi, bo v tem letu verjetno prišlo še bolj na površje in nam še bolj kričalo: odstrani me. Bodisi so to naše razvade, navade, slabe navade, ki nam škodijo, ki nas vlečejo dol, bodisi so to odnosi, ki nam ne služijo več, ki so, bom rekla, toksični ali pa nam ne doprinašajo več k naši rasti. Bodisi bodo to transformacije znotraj odnosa na višji nivo, ali pa se bodo pač zaključili, ne? To bo vaše življenje povedalo samo, ali pa se boste pač zavestno odločili k temu koraku, ker duša enostavno ve in dobro ve, kaj je dobro za vas, če ji boste le prisluhnili. Tako da bo verjetno veliko enih zaključkov in tudi čustvenih procesov, ki znajo biti zelo zahtevni. In če si predstavljate, vedno, ko pride do neke spremembe, ko se nekaj zgodi, ali je to kakšna izguba, ali karkoli v vsakdanjem življenju, bodisi, ne vem, kakšna selitev, novi član v družini, nova služba, karkoli to je, vedno je najprej čutiti kaos, ne? Čutimo se nestabilne, mogoče ne čutimo prave varnosti, nekako prah se dvigne vsega starega, vseh starih občutkov, ki jih mogoče še do zdaj nismo predelali, bodisi strahovi pred preživetjem, strahovi, da bomo sami ostali, mogoče občutki krivde zaradi napak iz preteklosti, sramu, jeze, ker neke stvari niso šle po naših pričakovanjih ali pa nismo po nekih parametrih življenja uspeli. Skratka, veliko, bom rekla, bo tega čustvenega kaosa v nas in tudi zunaj, seveda, posledično, oziroma tudi na globalni ravni, bom rekla, družbeni ravni se veliko dogaja, rušijo se nekatere stvari ali pa se na novo transformirajo. Skratka, če samo pogledate malo dogajanje zunaj sebe, vidite veliko sprememb, nič ni več tako, kot je bilo in tudi ne bo. In prav je tako. Življenje je toliko sprememb in tega ne moremo ustaviti, pa če si to še tako želimo. Tako da, kar je naša naloga, je, da enostavno prepoznamo na tisto, kar lahko vplivamo in na tisto, kar ne moremo vplivati. To pomeni, mogoče nas bo frustriralo, ker ne bomo mogli vplivati na nekatere stvari, ker se bodo mogoče zaključile nekatere stvari ali pa bi stvari naredili drugače ali pa bodo v družbi neke spremembe, ki nam niso všeč, v sistemih in tako naprej. In torej so stvari, na katere pač nimamo vpliva. Lahko pa vplivamo na to, kako mi dojemamo te stvari, kako se z njimi soočamo in v kakšnem stanju smo, ko opazujemo te spremembe. Bodisi v sebi, bodisi v družbi, zunaj nas, v odnosih. In zato se mi zdi, da bo zelo pomembno to leto in nasplošno v naslednjih letih to, da bomo znali ostati mirni sredi vsega tega kaosa. Če si predstavljate orkan, tornado, v samem bistvu orkana je čista tišina in čisti mir. In če nam to uspe,
spostaviti v nas, zmagamo. Je to že največji uspeh, se mi zdi, kar ga lahko doživimo. Ker če se bomo podali v ta kaos in bomo zaplavali s tem kaosom in skušali spreminjati na silo stvari in oziroma želeti, da je bile stvari drugačne, kot v resnici so, nas bo potegnilo noter in enostavno nas lahko razcefra na tisoče koščkov v tem ne v dobesednem smislu, energijskem smislu, in bomo težko šli skozi take izzive tega časa. Zato so zelo pomembne, bom rekla, te neke vsakodnevne prakse, vsakodnevni načini, ki jih mogoče že imate, s katerimi se prizemljujete, ki vas vrnajo v trenutek, ki vas nekako obrnajo stran od tega kaosa oziroma vas vrnajo v središče vaše biti, tam, kjer je ta mir, notranji mir, kjer je središče vaše modrosti, to, kar vi ste, ta večnost, ta čista zavest. In ko smo v tem stanju, takrat nas zunanje okoliščine ne bodo premetavale. Predstavljate si močno zakoreninjeno drevo. Listje, veje lahko veter odnaša oziroma jih premika, jih upogiblje, ampak vaše jedro, torej vaše korenine naj bodo globoko, globoko v središču zemlje in vas ne bo izkoreninilo. Se pravi, ostanete lahko prizemljeni, ostanete lahko v svojem miru, torej v svoji stabilnosti, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj vas in ne glede na to, kako vas bo življenje premetavalo sem ter tja. Ja? Tako da bistveno vprašanje se mi zdi, medtem ko bo odpadalo to listje z vašega življenja, iz vašega drevesa življenja, to pomeni vse te stara prepričanja, stari občutki, stare zgodbe, ki ste jih živeli. Mogoče se bo to dogajalo fizično, torej da bodo odpadale v fizičnem smislu, stvari iz vašega življenja, torej kot sem že rekla, odnosi, mogoče službe, karkoli to bo, ali pa bo šlo to samo za vas, da bodo stvari ostale enake zunaj vas, pa se bo samo znotraj vas dogajalo tole transformacija teh občutkov, oziroma najpogostejše se dogaja oboje, torej notranji občutki in posledično tudi zunanji dogodki, ki vas potem popeljajo v neko spremembo. Ampak ne glede na to, kako se bo v vašem življenju manifestirala ta sprememba, kot že rečeno, pomembno je, da se zavedamo te umirjenosti, te prizemljenosti, te stabilnosti, da smo tukaj, da nas te občutki, da nas te misli ne bodo premetavali in odnesli tam, kamor ni potrebno. Ja? In predstavljate si, ko ste v svojem miru, takrat enostavno lažje sprejemate odločitve, ne reagirate toliko na neke zunanje dražljaje, niste v taki zmedi, in ste bolj trezni, lažje delujete in tako mislim, da bo tudi v tem letu. Tako da jaz sem se obrnila po pomoč k mojemu zvoku, k mojemu glasu, glasbi, petju manter in vse to bo del mojega, bom rekla, kako naj temu rečem, del negovalnega procesa ali pa del prizemljevanja. In vse te vsebine bom ponudila tudi vam, upam, da vam bodo pomagale. Začela bom z letošnjim 7-dnevnim izzivom petja zvokov po čakrah. Več o tem seveda v nadaljevanju, ko me boste seveda spremljali preko socialnih omrežij na YouTube kanalu, Facebooku, Instagramu. Svoje podcaste objavljam tudi na Spotifyju, tako da dobrodošli, da mi prisluhnete tudi tam. Skratka, če vam je zvok blizu, če vam je zdravljenje z glasom blizu, seveda zelo vabljeni, da me spremljate. Tako da vam želim res v tem letu vse dobro, čim več prizemljevanja, čim več spuščanja starih stvari in poguma, da boste stopali na pot tega, po čemer kliče vaša duša, kar si želi vaše srce, kar veste globoko v sebi, da je vaša prava pot. In zaupajte, da
vse tisto, kar odpade, kar boste mogoče izgubili na tej poti, kar boste spustili, je nujno, da spustite in je samo dokaz, da stopate na višjo raven zavedanja, da stopate na višjo raven vašega življenja in dojemanja stvari, vaše poti, osebne rasti. Hvala, ker ste prisluhnili tej epizodi. Močno upam, da vam je kaj pomagalo od tega, kar sem povedala. Tako da lepo se imejte in se vidimo v naslednji epizodi. Srečno!